razstava predstavlja družino. To se vidi že na 3 različnih otroški, ženski in moški klobuk. Vse je povezano, vse je v enem smislu, v smislu družine. Lep pozdrav vsem, ki gledajo in poslušajo. Smo pred steno, ki je tipično slovenska in to je predstavljena z našo zastavo, s Triglavom, z Ipavčevimi verzi, Bodi zdrava domovina. In še nekaj je v Sloveniji, kar ni nikjer na svetu. In tu edini v Sloveniji imamo dan čebele. In zato je poudarek na čebeli in tudi tu so čebelice in na najbolj pomembni hrani, pšenici. Tu je napravljen snop, kot smo ga nekoč vezali, ko smo še želi ročno pšenico. In tudi tu je poudarek na pšenici, je že okrasna vaza in pšenica, kar pomeni veliko več kot samo pšenico, pomeni kruh, pomeni tudi spremenjenje kruha v Jezusovo telo. Ima zato večnamenski pomen in prav zaradi tega je tudi tukaj rožni venec, veseli del, angel Gospodov je oznanil Mariji. In ta stena je tipična slovenska zaradi predstavitve na svojstven način Slovenije. Metuljček sodi zraven, ker je neke vrste opraševalec. In zdaj gremo k drugi pomembni zadevi. Tam je bilo poletje, tu je predstavljena pomlad. In pomembno je nekaj, da v naši vasi so se naši predniki nekoč preživljali s prvim sadežem, ki ga je podarila češnja. Zato ta predstavitev predstavlja našo vas oziroma našo Vipavsko dolino, ker so tukaj prve zacvetele in rodile češnje, nekoč in danes. Nekoč so bile češnje in tako so jih prodajale naše none v čestilah na glavi po različnih trgih. Mama je vedno kuhala na odprtem ognju in tu vsak večer je bila polenta. Nona je imela posebno čas, da je iz mleka domačega, da je nona stepala v pinji maslo. Oče, ker smo bili kmetje, pa je kosil in tu smo bile gralbice, hčirke zraven. Tu sodi v preteklost. Je pa tukaj svetogorska vzpetina, tu je prikazanje Urški Frligojevi, Marija, ki se je prikazala, angelčki in naša priljubljena točka Svetogorska bazilika. Potem je nekaj novejšega, tu so naši otroci. Tako sem nekoč prvega sina kopala v škafu med kokošmi. Tako smo imeli majhnega kozlička. Tu so vnučki. Ta moj sinček je poslušal, kako tako je v kokoši in je dobil vsa jajca. Niti ena kokoš se mu ni dol skrila. Tako da to je predstavitev nekoč in danes. Vipavska dolina. Manjka mi Gregorčič. To je Vipavska dolina. To je reka Soča. Bival je pod Trto. In njegovo srce ga je vleklo nazaj v planinski raj. Tu so njegove, manjka mi samo Gregorčič. Vipavska dolina na svojstven način. In zdaj veliko je teh stvari, bom kar dvignila. Pri vsaki stvari, kjer je pomlad, z našimi briskvami, narcisami, pri vsaki postavitvi so najbolj pomembne točke v naši vasi. Je naša cerkev, kapelica na pokopališču in naša znamenja, vaška znamenja. Pri vsaki predstavitvi, tu je pomlad, so te točke najbolj pomembne. Cerkev, pokopališču, kapelica in naša znamenja. Najstarejše kuzno znamenje. Imamo kar 5 znamen v vasi. Čebelice povsod, gnezdeca povsod, ker je pomlad, pomeni začetek življenja.
In čebelica je povsod. Naša najbolj zvesta sodelavka. Parčki, ptički se ženijo spomladi in čebelice so naše zaveznice za vedno, od vedno za vedno. Adventni venček, krog pomeni tudi družino, 4 svečke pomenijo 4 letne čase, 4 cikle v življenju in še marsikaj. Pomenijo tudi skromnost, ker je advent je priprava na veliko veselje, ki temu sledi. Intarzija, ki jo je napravil moj mož, ko mi je podaril zaročni prsten, moj mož je bil mizar. In v Solkanu je bila ena prelepa tradicija. Če je solkanski mizar mislil svojim dekletom resno, ji je zaročnim prstanom podaril izdelek, ki ga je napravil sam. In mene je osvojil stiklamčki, čeprav niso bili najljubši. Moj najljubši cvetek je zvonček. In ker je ta razstava namenjena družini, moje veliko veselje, poleg cvetja, risanja in slikanja, so bili otroci. In zato je otrokom namenjena pravljica. Otroci imajo radi pravljice. Tukaj je pravljica Stegulčica. Se začne v gradu z zrcalcem na steni in se srečno konča s premcem na belem konju. Moji vnučki v sončkih, obrazki mojih vnučkov in moji vnučki v srčkih. To mi je najlepše, kar je možno in kar se mi je zgodilo. Zgodba, zelo stara, sem poznala, Noetova barka. S to razliko, da je v moji Noetovi barki samo slovenska nota. Vse živali so slovenske in tudi živalicam sodijo tudi čmrli, muhce, tudi pikapolonice. In ker so nameravali preživeti, so s seboj vzeli tudi semena. Brez semen ni življenja. Tako da so tudi semena in to so delavci. Delavec, Noe svojo ženo, žene od sinov, ki so nosile jim hrano, to delajo, gradijo barko, vse je po parčkih, tudi kače se odvedno v naši zgodovini. Tu je vladar nebes in zemlje z naše cerkve, tu je vesoljni potop in tu je prinešena oljkava vejica, kar je pomenilo življenje. In tu je tista Mavrica v Noetovi barki. Se vračamo k otrokom in se vračamo k pravljici. Tukaj je predstavljeni grdi raček, kar ima veliko pomena. Grdi raček se je izvalil v družini, kjer ni bil zaželjen. Seveda ga niso želeli, so ga zelo diskriminirani dobesedno in ker ni imel bodočnosti, je vzel culico in šel na pot. Smilil se je miški in miška vzela culico in ga pospremila na poti. Presrečna je bila miška na koncu, ko je uzrla, da je tisti njen grdi raček postal najlepša ptica možna na svetu. Grdi raček, posvečeno otrokom, druga pravljica.
To je pa nekaj bolj resnega. Benetke. Najbolj ganljiv in presunljiv je bil beneški most Ponte di Sospiri. Zato so iz Doževe palače, ko so peljali jetnika v Ječo, si je še zadnjič na mostu ogledal svobodo. In iz tega je ta most vzdihljajev poimenovan, ker se je vsakomu iz nas srca izvil vzdih. Benetke po gondolah, po maskah, po Markovem trgu, na moj način. Častitljivi del rožnega venca s podobami tudi iz stropa naše cerkve, ki je tebe devica v nebesih kronal. To je pa moj vnuk pri Birmi. Pri Birmi prejmejo Svetega Duha. In to je zgodba, častitljivi del, ki se srečno konča. Začudene žene, ki so našle, začudene žene so našle prazen grob, ko so prišle. Začne se s praznim grobom in se nadaljuje. Nadaljuje. Z materjo devico, ki je bila vzeta v nebo in nebesih koronana strani očeta, našega očeta in sina, iz stropa naše cerkve. Ob 300-letnici kronanja svetogorske podobe so prav naši muzikanti iz Prvačne imeli slovesen koncert v Svetogorski baziliki. In takrat sem jaz, naš križev pot v naši cerkvi, delo domačega umetnika, cerkovnika, poslikala in verodostojno sliko za sliko prerisala, tako kot imamo mi lesen križev pot naši cerkvi. Pa sodi zraven opis, to je bilo zmeraj predstavljeno, trnjeva krona, simbolično pšenica in predstavljeno Jezusovo trpljenje v verzih. Tako sem se zmeraj predstavljala na Sveti Goru. Poletna predstavitev naše vasi s sončnicami, makom in ponovno z našo vasjo, z našo cerkvijo, kapelico na pokopališču, Marijinim znamenjem pod šolo, drugo Marijino znamenje in najstarejšo v prvem varnostnem režimu je pa znamenje na polju, kužno znamenje na polju. Jesen in kot vedno ponovno naša vas s kapelicami, cerkvijo, pokopališčem, kapelo na pokopališču in našimi znamenji. Naša vas v jesenskem času. Ni potrebno veliko govora, dovolj je ena sama beseda in to je pieta. Trije križi povedo, da je tretji križ zmagovalno jagnje, ki je prelilo na Golgoti nedolžno kri. In ni potreba besed, samo pogled na mater, ki drži v rokah mrtvega sina.
Nazaj k otrokom in k njihovim pravljicam. Najbolj znana je zagotovo Rdeča kapica. S strašnim volkom, z lovcem in srečnim koncem v objemu babice. Srečen konec, vse dobro. Zakaj drevored? Vsak dan hodimo po njem in ga ne vidimo. Ne vidimo, kaj nam sporoča. Sporoča nam neverjetno trdoživost. Čeprav je preluknjan, preklan, samo izdolbljen. Slikala sem ga v zimskem času, zato da sem poudarila te njegove posebnosti in njegovo starost in njegovo trdoživost, ki je nihče ne vidi, čeprav hodimo po njem in nas vodi pot do naše cerkve, pot navkreber in pot do končnega cilja. Dal ga je pa zasaditi pomemben, zelo, zelo dober zdravnik, doktor Ivan Gregor Petrič, ki je služboval dolga leta v Prvačini in ves ta hrib, na katerem je tudi pokopališče in naš drevored in naša cerkev, je bil v lasti njegove žene. Je pa, ko mu je žena umrla, se je odselil iz Prvačine. Še prej pa si je dal sezidati na pokopališču kapelico, ta je njegova kapelica, v kateri je njegova družinska grobnica. Dal je zasaditi ta naš znameniti drevored, to je ljubil od drevoreda, in z njim in še nekaj. Zelo, zelo rad je imel našo prvačko staro pleh muziko, ker je videl, kako zastarele instrumente imajo, jih je opremil s popolnoma novimi instrumenti. Žalost je zapustil Prvačno po smrti svoje žene. Preselil se v Gorico, končal je v Trstu, tam je služboval, zelo cenjen in spoštovan zdravnik, si je pa zapustil, zadnja želja je bila biti pokopan v njegovi grobnici na pokopališču. Prvačkovci tega, večina mladi tega niti ne vejo. Ko so ga 4 vranci pripeljali iz Trsta, je na začetku vasi čakala naša godba in cela vas. In sprevod je bil ganljiv in tako strašno povedano je bilo, kako je bil ta priljubljen zdravnik Prvačine. In kaj nam sporočajo? Zdaj ta drevesa, ker niso ozelenela, jih manjka polovico, so jih dali ven. In kaj nam sporoča ta pogled na to trdoživost, ki je nenavadna? Da življenje ni praznik, ni pravljica, da življenje je ena večna borba za preživetje. In zdaj jo imamo, zdaj jo imajo v Ukrajini. Žalostno. To je moje sporočilo. Po zimi imamo tudi najlepši praznik in to je rojstvo. In rojstvo, kaj pomeni rojstvo? Veselje. Zdaj smo v adventnu, konec je najlepši možen in to je rojstvo našega odrečenika in zato je slovesen šopek tudi, ki je poln lučk, poln veselja, poln življenja. In še vodni motiv za zaključek. Povsod so živalice, tudi v vodi, metuljčki, kačji pastir, lotos, lokvan. Življenje je povsod, na zemlji, v vodi. Prejdi to. Sem mu teta in sem mu 2-kratna botra tudi. In sem zelo vesela, da sodelujeva, da nam je končno v 4. uspelo, ker imava iste radosti.
Imava rada rože, rada riševa, rada slikava in še rada se imava. In zaključek, 4-letni časi v prvačini, pomlad, poletje, jesen in zima. Lep pozdrav, moje ime je Dejan Gregorič. Ukvarjam se z fotografijo in slikarstvom, večinoma s fotografijo. Kar lahko vidite na tej razstavi so fotografije, ki so nastale v zadnjih tako recimo 7 do 10 letih. Slike so tudi celo starejše. In v tem COVID času sem tudi marsikaj naredil, ker je bilo malo več časa na razpolago. Fotografije nastajajo v bistvu kot nek stranski produkt, ko se sproščam, ko grem na sprehod in dejansko mi zelo veliko pomeni to, da imam nekaj, kar me veseli in hkrati sprošča. Vse skupaj se je lotilo že, ko sem bil majhen otrok, rad rišem že od malega in postopoma se je to razvilo potem v neko amatersko slikarstvo. Raziskoval sem tudi to v času, ko sem hodil v Staro Gorico na Univerzo tega življenjskega obdobja. Takrat so nastali tudi vse te večje slike, ki sem jih ustvaril. Fotografije pa, kot sem omenil, nastanejo kot produkt sproščanja v navednicah od tega vsakodnevnega življenja. In se mi zdi zelo fajn, da lahko delaš več stvari lepih in koristnih hkrati, da greš, ne vem, na sprehod, raziskuješ okolico in hkrati posnameš nekaj lepega in upam, da bo tudi vam to všeč, zato vabljeni na ogled te razstave. Hvala lepa.